Torej, lep dober večer. Kakšne so pravzaprav gore? Lepe, vedno lepe. Poleti in pozimi, spomladi in jeseni, zjutraj, podnevi, zvečer in ponoči. Lepe so v soncu in megli, vročini dneva in še prav posebej ob nevihti. Lepe so ne bodo visoke ali nizke, če jih uživamo v samoti ali družbi, kadar je naše srce veselo ali pa nam ga teži žalost. Mnogim pa so planine najlepše zvečer, ko se poslavlja dan in se narava spravlja k počitku. Samo najvišji vrhovi še žarejo v večerni zali. Gorski velikani so si nadeli svoje zlate krone. Te besede je pred davnimi časi zapisal idejni vodja oziroma njegova ideja je bila o ustanovitvi slovenske planinske poti in sicer profesor Ivan Šumljak. On je leta 1950 že dal idejo, da bi povezali vse slovenske vrhove v eno samo, tako imenovalo transverzalno pot. In komisija za pota pri Planinski zvezi Slovenije je to njegovo idejo uresničila leta 1953. To se pravi, letos praznujemo 60 let slovenske planinske poti. Lahko pa to pot seveda prehodimo na različne načine. Uradno velja, da to pot prehodimo nekje v 30 dneh. Kot sem dejala, na različne načine, leta 1983 sta postavila rekord prehoda te poti dva planinca, to je bil Franc Kavčič in Marko Dovjak. Ona dva sta to pot prehodila oziroma pretekla, moram reči, v 11 dneh, ampak to z nahrbtnikom. Torej za vso svojo opremo. No, seveda pa se da ta pot prehoditi tudi v 8 dneh, 14 urah in 45 minutah, kar je napravil naš nocojšnji gost, to je Klemen Triler iz Police pri Naklem. On je torej že vrsto let se ukvarja z vzdržljivostnimi športi, je član slovenske turno-smučarske reprezentance, gorski tekač in ultramaratonec. O njem je na blogu napisal Bojan Ambrožič takole. Klemen nam je v teh težkih časih pokazal, kako močno se je potrebno boriti, da se izvijemo iz težav. Ne odneha in ne obupa se tudi takrat, ko zelo boli in peče, ter ko se že zdavnaj zdi, da ni nobene rešitve več. Vendar, tako kot Klemen, je takrat potrebno še bolj pritisniti na plin, odmisliti težave. Tudi kakšna solza v očeh sploh ne škodi in je zgolj dobrodošla. Le s takim garanjem, kot ga je prikazal Klemen, je cilj dosegljiv in takrat, ko ves trud v trenutku 100-krat poplačan. Dobro večer, pozdravljeni v knjižnici Brežica. Najprej iskrene čestitke za izjemen uspeh. V rekordnem času ste namreč premagali slovensko planinsko pot od Maribora do Ankarana. In če takole razmišljam, bi rekel, da je šport verjetno del ali celo način vašega življenja. In bi vas vprašal, s čim poskrbite za svojo kondicijo oziroma za formo? Ja, hvala za čestitke. Res je, šport je moj način življenja že kar 20 let. Najprej sem se ukvarjal z ekipnimi športi, predvsem z nogometom. Sedaj se pa že 15 let ukvarjam z vzdržljivostnimi športi, predvsem z gorskim tekom in tekmovalnim turnim smučanjem. Kako ste prišli do ideje, da bi se spoprijeli s tako zahtevno traso, kot je ta slovenska transverzala? Moj prijatelj Uroš Feldin je leta 2009 se isto spoprijel z slovensko planinsko potjo. Premagal jo je v 13 dneh in 10 urah in jaz sem ga takrat spremljal 2 dni.
In takrat je padla odločitev, da se bom tudi sam enkrat spoprijel z to slovensko planinsko transverzalo. Ali ste med premagovanjem te ekstremne poti zraven pričakovanih poškodb, bi rekel, žuljev, odrgnin in česa manjšega, doživeli tudi kakšno večjo krizo? Peti dan sem imel nekaj težav z fizično pripravljenostjo, predvsem zaradi stresa, ki sem ga imel okrog novinarjev, Pop TV-ja in ostalih stvari, tako da me proti koncu dneva me je majhen začelo pobirati. Ostalih 9 dni nisem imel nobenih problem s fizično pripravljenostjo, predvsem proti koncu pa so mi začele pojavljati poškodbe in sem, lahko rečem, večkrat bil že na tem, da bom moral pač odnehati. Kaj oziroma kdo vam je potem pomagal na tej poti do cilja? Lahko rečem, da moja ožja ekipa je res delovala vrhunsko, brez njih bi definitivno odstopil. Zelo velik faktor, da sem vztrajal do konca, pa so bili moji prijatelji, ki so hodili z mano, me bodrili in spodbujali čist do konca, do Ankarana. Ali je premagana pot do sedaj za vas največji dosežek in če je, ali imate v mislih morda še kaj ekstremnejšega? Je, če gledava ultratekaške zadeve, je to definitivno največji dosežek. Mislim, da se bom samo transverzalo še enkrat podal na samo pot. To je še skrivnost, kdaj, ampak tako da zaenkrat je to. Da bi mu kaj v mislih, kaj ekstremnega, za letošnje leto imam enodnevne ekstremne preizkušnje v mislih, toliko dolgotrajne oziroma nekaj dnevne pa zaenkrat ne. Ali menite, da so tovrstni dosežki dovolj predstavljeni javnosti in ali bi lahko mogoče s temi dosežki promovirali tudi državo? Ja, definitivno. Vsi ti dosežki, športi so pri nas zelo malo popularni, zelo malo izpostavljeni, tako da lahko rečem, da smo mi smo veliki amaterji, tako da želim si, da bi se na tem področju kaj spremenili, tako da zelo težko rečem kaj drugega. Hvala lepa za prijeten pogovor in jaz vam želim še veliko športnih in tudi življenjskih uspehov.